Ali lahko Amerika sploh še premaga svoje sovražnike? Iran vodi vojno proti Združenim državam že 47 let, grozi Zahodu in svojim sosedom s terorističnimi raketami ter svojim stalnim projektom razvoja jedrskega orožja. A vendar so tisti, ki trdijo, da je največja svetovna sila nemočna, da bi jo premagala in njene teroristične posredniške skupine, ker Američani ne morejo prenesti posledic dviga cen nafte ali celo minimalnih žrtev. V nadaljevanju oddaje Think Twice razčlenjujemo vojno proti Iranu in prizadevanja za ustavitev predsednika Donalda Trumpa pri obrambi ameriških interesov na Bližnjem vzhodu z Jonathanom Schanzerjem iz Fundacije za obrambo demokracij. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Pred Združenimi državami so 3 vprašanja, ko razmišljajo o situaciji, v kateri Iran še naprej kljubuje prizadevanjem, da bi ga prisilili k opustitvi jedrskega programa, kot tudi svojih raket in državnega podpiranja terorizma. Eno od vprašanj je, ali predsednik Donald Trump namerava nadaljevati boj proti Iranu kljub političnim in diplomatskim stroškom kampanje, ki jo je začel z Izraelom 28. februarja. Drugo vprašanje je, ali res verjame, da lahko diplomacija doseže njegove cilje na Bližnjem vzhodu. Ali pa če razume, da se odpadniški akteri, kot je islamistični režim v Teheranu in njegove teroristične posredniške skupine, nikoli ne bodo odrekli svoji vojni proti Zahodu, Združenim državam in Izraelu in jih ni mogoče prepričati ali podkupiti, da bi to storili. In tretje vprašanje, ali je sploh mogoče, da bi Združene države zmagale v takšnem konfliktu proti takemu nasprotniku, kjer lahko uporabijo taktike asimetričnega bojevanja, da Združenim državam povzročijo več škode, ne glede na škodo, ki jo utrpijo sami. Da bi poskušali odgovoriti na ta vprašanja in analizirati razmere na Bližnjem vzhodu, smo veseli, da se nam je ponovno pridružil izvršni direktor enega najvrednejših virov za to in druga vprašanja. Jonathan Schanzer je izvršni direktor Fundacije za obrambo demokracij. Prej je delal kot analitik za financiranje terorizma na ameriškem ministrstvu za finance. Obširno je pisal o Bližnjem vzhodu in ameriški nacionalni varnosti, ter je voditelj oddaje FDD Morning Brief, prav tako pa se pogosto pojavlja na televiziji. Njegova najnovejša knjiga je bila Gaza Konflikt 2021, Hamas, Izrael in 11 dni vojne, izdana leta 2021. Druge njegove knjige so The 2013 State of Failure, Yasser Arafat, Mahmud Abbas in razpad palestinske države, leta 2008 Hamas proti Fatahu, boj za Palestino in leta 2004 vojske Al-Kaide, z njo povezane skupine na Bližnjem vzhodu in naslednja generacija terorja. Jonathan Schanzer, dobrodošli nazaj v Think Twice. Hvala, Jonathan. Lepo je biti z vami. No, Jonathan, najlepša hvala, da ste se nam danes pridružili. Začel bi z osnovnim vprašanjem, s katerim se po mojem mnenju soočajo Združene države, ko gre za Bližnji vzhod. Ali so politični in diplomatski stroški vojne proti pravemu sovražniku Amerike, ki že skoraj pol stoletja vodi vojno proti njej, torej Iranu, previsoki celo za nekoga, kot je predsednik Donald Trump, da bi jih poskušal še naprej premagati? Odgovor je da, vendar mislim, da je treba razloge za te težave tukaj podrobneje pojasniti. Najbolj me je v zadnjih nekaj mesecih presenetilo, kako omejene možnosti imajo Združene države v boju proti temu režimu. Iz strogo vojaškega vidika. Kar mislim s tem, je svetovni red pod vodstvom ZDA na pravilih temelječ mednarodni red, ki smo ga ustvarili po drugi svetovni vojni, da bi v prihodnosti preprečili katastrofalne vojne. Zdi se, da ta pravila vežejo roke Združenim državam Amerike. In mislim, da to ni zgolj posledica te vojne. Če pogledate nazaj na vse vojne, ki smo jih vodili po drugi svetovni vojni, nobena od njih dejansko ni prinesla popolne zmage. Od druge svetovne vojne, ko so se Japonci predali Združenim državam, dejansko nismo videli, da bi se kakšna država predala Združenim državam. Torej, z drugimi besedami, to, kar počnemo, je, da se borimo proti manjšim silam do neodločenega izida, ker ne moremo zadati še hujše udarce
in jih prisiliti k predaji. Naša pravila so nas ujela v to past. Zdaj pa mislim, da imamo poleg tega morda tudi posledice zadnjih nekaj vojn, ki niso bile ravno uspešne. Pomislimo na Irak ali Afganistan in na strahove, ki jih imamo glede spremembe režima. To je tukaj v Washingtonu postalo politično obremenjen izraz. Tega naj ne bi počel, ne? In zato, ko se sploh približamo pogovoru o strmoglavljenju tega režima, slišite krike neodobravanja tako z leve kot z desne. Izolacionisti na obeh straneh političnega spektra. Del tega je seveda posledica Iraka. Tako je. Toda, kar je tukaj res zanimivo in mislim, da je zelo pomembno poudariti, je to, da je bil eden od razlogov, zakaj smo se znašli v brezizhodnem položaju v Iraku, ta, da so Iranci ustanovili milice, ki so nas napadale, s čimer so naredili, da je bilo za nas politično nesprejemljivo ostati tam. In v Iraku smo zapravljali življenja in sredstva, da ne omenjam Afganistana, kjer so se Iranci prav tako borili proti nam. Torej imamo tukaj priložnost, da uničimo režim, ki nas je zagozdil v teh dveh državah in povzročil ta dva dolgotrajna vojaška zapleta. In vendar so prav te dva vojaška zapleta tista, na katera se nasprotniki vojne še naprej sklicujejo kot na razloge, zakaj se ne bi smeli boriti. Hvala, da ste spremljali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcastnih platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X-u ali na JNS YouTube kanalu, prosim, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Tidek, poleg oddaje Think Twice, obstaja tudi dnevni podcast Jonathana Tobina, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, To je zelo tehna točka. Zato moram vprašati, ali je potem kaj narobe z svetom, z pravili. Mislim, očitno veš, povojni red po drugi svetovni vojni je bil nekaj, kar je Zahod želel, potreboval in dosegel je veliko stvari, med drugim tudi obnovo Evrope in konec evropskih državljanskih vojn, kot sta bili obe svetovni vojni. Morda jih v nekaterih pogledih tako tudi dojemamo. Veliko drugih stvari, ampak ali moramo poskusiti, ali je čas, da popravimo, spremenimo ta pravila, ali pa smo preprosto obsojeni na nje. no, lejte, mislim, da jih bo v mnogih pogledih zelo težko odstraniti. In mislim, da je bilo s tem doseženega veliko. Veste, s tem svetovnim redom, ki temelji na pravilih, mislim, če pomislite na ameriško stoletje, kot ga imenujemo, in bogastvo, blaginjo, izobrazbo, zdravje, prehransko varnost, vse stvari, za katere mislim, da jih je to obdobje prinesel, to jaz težko najdem primerjavo v zgodovini, kjer bi ena država naredila toliko za podporo preostanku sveta. Ampak hkrati mislim, da vstopamo v novo obdobje. To je bilo, mislim, da se lahko vsi strinjamo, to je bilo. Zadnjih 6 let je bilo res 6 let popolnega nemira. Od covida do ruske invazije na Ukrajino, do 7. oktobra, do 2 vojn z Iranom in zdaj prihod umetne inteligence, ki grozi, da bo vse postavila na glavo. Mislim, da se ob tem postavlja vprašanje, ali bi morali ponovno preučiti. Zdaj, ko pogledam na primer Evropo, pogledam države kot je Nemčija, ki smo jih prosili, naj se ne borijo. Dobesedno smo prosili in Francozi ter številne druge države v Evropi, mislim, da so pričakovali, da bomo mi nosili breme. Tega ni več. Pravzaprav že govorimo o tem, da bomo do neke mere obrnili svetovni red, ki smo ga ustvarili. Ampak mislim, da zdaj res razmišljamo o samih pravilih vojne. In mislim, da je to tisto, kjer si lahko predstavljam, da bi bilo to zelo sporno. Da veste, trenutno gledamo Združene države Amerike, ki imajo težave, ker nočemo poslati kopenske enote v Iran. Nočemo se naše vojake obtičati tam v dolgotrajnem vojaškem zapletu, ampak nimamo orožja, da bi uničili raketne komplekse, ki so jih Iranci razvili. Pickaxe Mountain, ki bi lahko bila naslednje večje jedrsko območje. Tega ni mogoče zadeti s tradicionalnim orožjem. In ali nam to pusti le eno možnost, da se ali umaknemo ali odvržemo taktično jedrsko bombo. Zdi se, da imamo tukaj težavo, kaj ne? Če imamo zvezane roke, smo močnejša sila in pravica je na naši strani. Vendar ne moremo ukrepati tako, kot je potrebno za zmago, zaradi pravil, ki smo jih sami ustvarili. Morda je čas, da jih spremenimo.
Ja, mislim, da je tako. Trenutno ne vemo zagotovo, kaj bo predsednik Trump naredil naslednje. Nisem prepričan, da on sam to ve. Ampak mislim, da je vprašanje, ki je prav tako pomembno kot to, ali on v to sploh verjame. Iran ali njegovi teroristične posredniške skupine v Libanonu in Gazi resnično lahko prepričamo ali podkupimo, kot sta menili administraciji Obame in Bidena, ali kot menijo nekateri v njegovi administraciji, kot je njegov odposlanec Seb Witkoff, svetovalec in zet Jared Kushner, pa tudi morda podpredsednik J.D. Vance, se morda strinjajo s tem pristopom Obame in Bidena. Ali pa, kot je včasih precej bolj razumno dejal, vsaj v nekaterih primerih, da je to prepričanje čista fantazija. Kaj se tam dogaja? No, veste, dovolite mi najprej reči, da mislim. Ideologije Irana in njegovih proksijev, tega režima in njegovih proksijev, so prav tako del istega vozla, ki ga skušamo razvozlati, kar zadeva svetovni red, ki temelji na pravilih. Ko imate opravka z državami ali terorističnimi skupinami, ki iščejo mučeništvo, na racionalni ravni ni poraza. Z drugimi besedami, lahko bi jim uničili vojsko, pa bi vseeno nadaljevali boj. In točno to smo videli skozi leta. Obstaja vztrajnost, zavračanje umika, kar bi nekateri lahko rekli, da je občudovanja vredno, vendar to zagotovo ne bo pripomoglo k miru v regiji, ko si poražen. Veste, mislim, da je pričakovano, da to priznaš. To pa se ne dogaja pri teh džihadistih. In to ostaja velika težava. Mislim, da je poskušati prepričati Irance, da bi pristali na predajo, res videti kot nerealna ideja, vendar to preprosto ni izvedljivo. Še vedno jih je mogoče premagati, mislim, da jih je mogoče uničiti, lahko jih še dodatno oslabimo z vojaško silo. Skupaj z diplomatsko izolacijo, gospodarsko vojno in drugimi taktikami. Mislim, da se sploh nismo vključili v psihološke ali informacijske vojne, ki so jih po mojem mnenju oni vodili proti nam. Mislim, da je to tudi za nas velik problem. In del tega istega reda, ki temelji na pravilih, za katerega veste, da nam še naprej zavezuje roke. Kar se tiče vprašanj Hezbolaha in Hamasa, opazujem proces na obeh ozemljih, v Gazi in v Libanonu, kjer politični pritisk, ki ga delno spodbuja Združene države Amerike, pa tudi prek multilateralnih institucij, Odbor za mir in samo pogled na ZDA in Izrael, ki sodelujeta z Libanonom, dobiš občutek, da so diplomatske rešitve morda možne. Zdaj ne bom stavil nanje, mislim, da bi bila to izgubljena stava, ker vemo, da so te teroristične organizacije nagnjene k boju do konca, ampak obe sta trenutno ujeti v nekaj zanimivih diplomatskih procesih, ki bi lahko še vedno vodili v njun propad. In v enega od teh sta deloma celo privolili. In to je fascinantno opazovati. Ja, želel bi vprašati, kasneje bom posamezno vprašal o Hamasu in Hezbolahu, ampak se bomo k temu še vrnili. Ampak dovolite, da se nekoliko bolj poglobim v nekaj, kar smo že omenili. In v središču teh vprašanj je splošno prepričanje večine zunanjepolitičnega establishmenta, da Združene države preprosto ne morejo zmagati v asimetričnem konfliktu proti Iranu. Pravijo, mislim, da deloma upravičeno, da je sposobnost Irana, da stopnjuje konflikt in Združenim državam in njihovim zaveznikom, povzroča škodo veliko večja kot škoda, ki jo je mogoče povzročiti njim. In mislim, da je vprašanje, ali imajo pri tem res prav. In mislim, da je to deloma vprašanje volje, deloma je to vprašanje političnih sil, ki pritiskajo, kot da smo v vojnih razmerah, pritiskajo na Trumpa, naj opusti vojno. Toda na koncu je to zanimivo vprašanje. Če ne bo spremembe pravil, potem lahko Iran preprosto nenehno ovira Združene države in čaka, da politični pritisk odstrani tistega, ki je na oblasti, v tem primeru predsednika Trumpa, in jih prisili, da odnehajo. Da, prav ste zadeli bistvo in popolnoma prav imate, da so Iranci našli vzvod. Kar pa moramo razumeti je, kako so ta vzvod sploh dobili. In mislim, da obstajata res dva, morda trije načini, ki jih lahko izpostavimo in vredno jih je podrobneje razložiti. Prvi je strelivo.
Naše obrambno strelivo je očitno doseglo kritično nizko raven. Zdaj so ljudje, ki pravijo, da je to, veste, zaradi uhajanja informacij in da o tem ne bi smeli govoriti, nič skrivnostnega ni glede tega. Absolutno ne. Mislim, o tem govorimo že leta, pravzaprav odkar se je začela vojna v Ukrajini. Tako je. In to je problem obrambne industrijske baze. In ko so Iranci začeli izstreljevati stotine, tisoče dronov, raket in izstrelkov, nas je to prisililo, da smo porabili dragocene in precej redke obrambne izstrelke za obrambo neba nad Saudsko Arabijo, Bahrajnom, Jordanijo, Zaje in še kje. To se nadaljuje. In to sploh ne vključuje Izraelcev, ne vključuje naših baz in drugih krajev, kot je Jordanija. Da ne omenjam naših pomorskih plovil in vojaških ladij, ki so bile razporejene po vsej regiji. Morali smo porabiti kar precej. In Iranci, so začeli razumeti, da imajo več, kar lahko izstrelijo na nas, kot pa imamo mi za obrambo. Zdaj so Izraelci, malo prelisičar sistem. Izkazalo se je, da lahko železna kupola deluje tako proti balističnim izstrelkom, kot tudi proti raketam kratkega dosega. To so odlične novice, vendar še vedno ni neskončne zaloge teh stvari. To so izjemna orožja, za katera je potrebna ogromna količina sredstev za izdelavo. In govorimo o redkih zemeljskih mineralih, govorimo o mikročipih in stvarih, ki jih je treba uporabiti, in teh stvari bo vedno primanjkovalo. Druga stvar, ki so Iranci naredili, je seveda ta, da so zaprli Hormuško ožino, in to je povzročilo krizo tukaj v Združenih državah. Cena nafte je močno poskočila in to je povzročilo pomanjkanje nafte na območjih, ki so močno odvisna od Hormuške ožine. Mi tukaj ne toliko, saj smo neodvisni proizvajalci nafte, vendar so bili zaradi tega prizadeti zavezniki drugih držav. In seveda, nafta je surovina, kar pomeni, da je cena vezana na dolar in bo enaka ne glede na to, kam greste po svetu. Tako so lahko vse to storili. In potem je kombinacija teh dveh stvari je povzročila velik pritisk na Donalda Trumpa pred vmesnimi volitvami. In vsi to vemo, kako razmišlja Donald Trump. Saj veste, misli si, da je predsednik blaginje, noče, da bi se cena nafte zvišala in želi zaščititi ameriške vojake. Ujeli so ga, mislim, da so mu precej zvezali roke. Torej ja, vodijo asimetrično vojno, imajo prednost pred nami. To pa še ne pomeni, da jo bodo imeli zavedno. To pomeni, da so trenutno vrnili udarec. In če stopiš v ring, dobil boš udarce v obraz. Dobili smo udarce v obraz. Zdaj je vprašanje, kakšno strategijo imamo, ko se prilagajamo temu, kar so naredili Iranci. Vidimo, na kakšne načine so pridobili prednost. Ali se lahko hitro prilagodimo, jim to prednost odzamemo in se ponovno uveljavimo? To je veliko vprašanje in mislim, da se veliko tega nanaša na najvišje poveljstvo v Pentagonu in na to, na čem delajo, na načine, kako bi lahko presenetili režim. Navsezadnje smo še vedno velesila. Rad bi videli, da bi se tako tudi obnašali. Ja, bomo videli, in seveda je veliko razprav o Trumpu. Trumpovi privrženci pravijo, da ne verjemite znakom, da se predaja, ali pa počakajte do obdobja po vmesnih volitvah. Si glede tega optimističen, ali pa veš, kaj se včasih res zdi, da sta Witkoff, Kushner in Vance prevzela pobudo znotraj administracije? Mislim, da ja. In veš, zdi se, kot da je Marco Rubio trenutno precej osamljen, kot bolj jastrebovski višji uradnik v tej administraciji. Mislim, da je razumen pravzaprav boljša beseda kot jastrebovski. Jaz imam občutek, da sta to eno in isto, ampak ja. Veš, ja. Ampak jaz mislim, da predsednik potrebuje drugo strategijo. In lahko ti povem, da se vedno znova zanaša na to idejo o premirju, neko pošteno dogovor z Islamsko republiko, ki bi ponovno uredil razmere v Hormuški ožini in po regiji. Mislim, da režim za to ni zainteresiran. Mislim, da je to propadla strategija. Zakaj bi bili? Prav, prvič, jezni so na nas, ker smo uničili njihov jedrski program in odstranili veliko njihovih najvišjih poveljnikov ter veliko njihovih vojaških zmogljivosti. S to vojno smo jim izničili več kot enoletni BDP. Torej seveda imajo razlog za zamero, in morda nas ne bodo želeli tako zlahka izpustiti iz primeža. Tako da mi je ideja, da se še naprej zanašamo na premor v bojevanju, ki ga posredujejo Pakistan, Katar ali Saudska Arabija, zelo nelogična.
Zdaj, če želite reči, da bomo še naprej sklepali te kratke prekinitve ognja, da bo nafta lahko prečkala Hormuško ožino in bomo izstrelili manj prestreznikov za obrambo, v redu, to ni dolgoročna strategija, to je taktična strategija za problem, ki ga je še vedno treba rešiti. Ampak rekel bom, da pristop J.D. Vansa ali Witkoffa, kjer preprosto sprejmemo, kar nam ponudijo Savdici ali Pakistanci, in sprejmemo poraz v slabo napisanem in slabo zasnovanem memorandumu o soglasju, mi nima nobenega smisla. Še vedno moramo ugotoviti, kako povrniti svoj položaj v regiji. Še vedno imamo regionalni red, ki ga moramo oblikovati. Če bomo tukaj v tej vojni izšli kot zmagovalci, če bomo našli način, da razglasimo zmago, vidim ogromne stvari v prihodnosti. Mislim, da bomo imeli energetsko prevlado na Bližnjem vzhodu, ustvarili bomo nov koridor, tako imenovani IMEC koridor, Indijsko-bližnjevzhodni energetski koridor, ki bi povezal Indijo s Perzijskim zalivom prek Izraela do Grčije in Cipra. Iz tega bi lahko izšle izjemno pozitivne stvari. Poleg tega, da režim ne bi več mogel pridobiti jedrsko orožje, ne bi več mogel groziti vsem svojim sosedom prek svojih posredniških sil. Vse te stvari so ključnega pomena za Združene države in naš položaj v svetu. In ponovno, zanašanje na hitro sestavljene dokumente, ki bi poskušali utrditi zelo šibko prekinitev ognja, ki ni v korist Združenih držav, to preprosto ni prava pot naprej. Bomo morali ugotoviti, kaj napasti. Naj bodo to najvišji voditelji, najpomembnejša vojaška sredstva, karkoli že, režimu moramo zadati uničujoč udarec. Edini izhod je, da gremo skozi to. Ja, se strinjam. In ideja, da je poraz, tudi če je kratkoročen, dobra politična strategija za Trumpa in republikance, da zmagajo na mestnih volitvah, je norost. Veste, mislim, da je vojna, ki jo izgubljaš, veliko manj priljubljena, kot nepriljubljena vojna, ki še vedno traja. Zdaj pa se za trenutek obrnimo na Libanon in konflikt Izraela s Hezbolahom, ki so ga Iranci poskušali povezati s kakršnokoli rešitvijo glede Hormuške ožine ali jedrskega vprašanja. Ali mislite, da obstaja kakšna možnost, da se lahko libanonska vlada resnično znebi ali razoroži iransko posredniško skupino, tudi ob stalnem pritisku Izraela, ali smo preprosto obsojeni na to, da bomo to dramo gledali znova in znova v nedogled? Veste, jaz sem nekoliko bolj optimističen glede tega trenutnega političnega procesa. In moram reči, to rečem z nekaj zadržanosti, ker smo ta film že videli, kaj ne? In vemo, kako se konča, veste. Mislim, da je to nekako, kot da nam vedno znova umaknejo žogo v zadnjem trenutku. Mi, veste, zanašamo se na libanonske oborožene sile, zanašamo se na mednarodno skupnost, da bi poskušali rešiti to zadevo. Pomislim na rezolucijo Varnostnega sveta ZN 1701, kaj ne? To naj bi bila tista stvar, ki bi to rešila, pa tega nikoli ni storila, kot pri prejšnjih ponovitvah iste vojne, ki poteka v Libanonu že od 70 let prejšnjega stoletja. Ampak rekel bom, da so tukaj okoliščine drugačne. Veste, operacija s pozivniki iz leta 2025 ali 2024, pravzaprav, ki je ubila toliko tistih vrhunskih poveljnikov, na to pa še operacije z walkie-talkie, ki so ubile še veliko več ljudi. Na to pa še likvidacija Hasana Nasrallaha, dolgoletnega vodje Hezbolaha. In na to postopno slabljenje vojaških zmogljivosti Hezbolaha skozi čas, zahvaljujoč ameriško posredovanemu sporazumu med Libanonom in Izraelom. Izraelci so še naprej identificirali cilje Hezbolaha in so v bistvu vprašali, ali so libanonske oborožene sile pripravljene posredovati. LAF je dosledno zavračala. Na to pa je Izraelu dovolila, da v sodelovanju uniči sredstva Hezbolaha. Z drugimi besedami, sčasoma je izgledalo, kot da Libanonci za Izraelce naročajo zračne napade. In ko zdaj govorite z izraelskimi uradniki, kot sem prepričan, da to počnete, slišite, da so se zmogljivosti Hezbolaha zmanjšale za približno 75%. In to ni nepomembno, ker ko se je ta vojna začela, spomnim se, da je bila to verjetno stvar, zaradi katere nisem mogel spati po nočeh po 7. oktobru. Ni bil Hamas,
Niso bile nobene druge posredniške skupine. Vedno smo slišali, da ima Hezbolah vojaške zmogljivosti in moč. Veljalo je, da so preprosto nepremagljivi, da je ta ogromna, veste, zadnja varovalka, ki jo je Iran držal Izraelu nad glavo. To je popolnoma res. Mislim, vedno sem slišal, da imajo vojaški ekvivalent srednje velike evropske vojske. Torej si predstavljajte, da bi se Izraelci morali vojskovati s Češko republiko ali kakšno drugo podobno napredno vojsko. To je bilo nekako tisto, na kar so ljudje opozarjali. In kot se je izkazalo, so Izraelci skozi izčrpavanje uspeli uničiti 75% njihovih zmogljivosti. Zdaj imate ta politični proces, kjer predsednik Libanona poziva k razorožitvi Hezbolaha. Ima podporo Združenih držav, vendar so tudi Italijani, Francozi in Britanci na različne načine zraven. Ljudje v Libanonu so vse bolj prepričani, da te vojne ne prinašajo nič drugega kot nesrečo državi. In obstaja občutek, da se stvari na nek način obračajo, še posebej, ker Islamska republika, pokrovitelj Hezbolaha, še naprej izgublja moč v tej vojni z Združenimi državami. Zato se stvari zdijo bolj trdne kot kdajkoli prej. Ampak poglejte, mislim, da moramo vsi tukaj priznati eno stvar. In sicer, libanonske oborožene sile, od njih se trenutno zahteva, da zasedejo ta območja, ki jih Izraelci nekako očistijo. In potem naj bi LAF stopila vmes in zapolnila vrzel. LAF? No! So res mešni. Mislim, res so, niso. Libanon res. še vedno ni zares država. Ne, mislim, imajo 200 milijard dolarjev dolga vojsko, ki ne more delovati, in versko razdeljenost, ki še naprej razdvaja politiko te države. Potrebujejo več stabilnosti. In ne vem, če jim bo to uspelo doseči, ampak bom rekel, in to slišiš ves čas, slišiš v ZDA, slišiš od Libanoncev, slišiš od Izraelcev. To je priložnost, ki se ponudi enkrat v generaciji. Še nikoli nismo videli Hezbolaha tako šibkega in še nikoli nismo videli priložnosti, da bi na novo začrtali zemljevid Bližnjega vzhoda na način, kot ga lahko zdaj. Prav zdaj. S oslabljenim Hamasom, oslabljenim Iranom, strmoglavljenim sirskim režimom. Z drugimi besedami, celotna struktura Bližnjega vzhoda, ki jo je zgradil Iran, se hitro razkraja. In to daje Izraelu, Združenim državam Amerike in morda peščici zmernih držav na Bližnjem vzhodu priložnost, da stvari popravijo. Ne pravim, da bo vse popolno, vendar bi lahko ustvarili boljši sistem, kot smo ga imeli doslej. Ja, obrnimo se zdaj na Gazo. Trumpova napoved prejšnji teden o nadaljevanju svojih prizadevanj za razorožitev Hamasa v Gazi, ki je povezana z izraelskim umikom iz delov območja, ki jih nadzoruje. Mislim, da najpomembnejše vprašanje pri tem ni, ali bo to delovalo. Sej resno dvomim, da kdo res verjame v to. Mednarodne sile, predvidene za izvajanje tega, ne morejo in ne bodo prisilile Hamasa k razorožitvi. Sej vemo, da tega ne morejo in ne bodo storile in da lahko to stori le Izrael. Torej je vprašanje, zakaj Združene države zgolj navidezno delujejo, kot da se to lahko zgodi, in pridobivajo Izraelovo, veste, zadržano privolitev k temu. Kaj se tukaj v resnici dogaja? Ja, to je zanimivo vprašanje. Mislim, da je pomemben kontekst tukaj. Če pogledamo, kako je bil Hamas postopoma potiskan nazaj. Bil je čas, očitno, okoli 7. oktobra in v mesecih, pravzaprav mislim, da prvo leto in pol potem, Hamas je ohranil nadzor nad celotnim območjem Gaze, tudi ko so se Izraelci borili. Mislim, borili so se, nato so se umaknili, potem pa je Hamas ponovno zavzel ozemlje. In občutek je bil, kot da poskušaš pobrisati tla, ki so bila poplavljena. Preprosto ni bilo mogoče vsega posušiti. A na neki točki se je začelo obračati. Slišali ste, da so Izraelci javno povedali, da obstaja tako imenovana rumena cona in da so sprva nadzorovali približno 30% območja Gaze. Nato so Izraelci nadzorovali 40%. Danes nadzorujejo skoraj 70% območja Gaze. To pomeni, da je Hamas ujet v majhnem območju, ki meji na Sredozemsko morje, kaj ne? Torej so dobesedno potisnjeni ob morje, nadzorujejo 30% območja Gaze. Izraelci so obrnili tok te vojne. Zdaj ne vem, kaj bi se zgodilo, če bi se Izraelci odločili, da se jutri umaknejo. Ampak Hamas je še vedno zelo globoko zakopan v tistih 30%. Ko rečem, da so vkopani, to ni metafora. Govorimo o sistemu tunelov, ki še vedno obstaja. Vojaških struktur, ena pod zemljo in ena nad zemljo. In poskušajo se pripraviti na nov krog vojne z Izraelom,
z uporabo neeksplodiranega izraelskega streliva in ga predelati v rakete in izstrelke, ki bi jih lahko poskušali izstreliti na Izrael. A Izraelci se še vedno redno borijo proti njim. In lahko vidite, da noben izmed vodilnih vodij Hamasa ne bo dolgo na tem svetu. To je kot biti bobnar iz tistega filma Spinal Tap, ne? Če si bobnar skupine Spinal Tap, ne živiš prav dolgo. Enako je, če si vodilni pri Hamasu, ne boš dolgo na tem svetu. Zato je občutek, da imajo Izraelci še vedno prednost. In prav v tem kontekstu je Odbor za mir izdal izjavo in rekel: zdaj vas prosimo, da se razorožite. Po besedah ljudi iz Odbora za mir, Hamas je s tem načeloma soglašal. Po besedah samega Hamasa in vseh njegovih različnih vodstvenih izpostav, Turčija, Katar, Iran, sama Gaza zavračajo že samo idejo, da so pripravljeni na predajo. Ampak naj samo povem, dokler bodo Izraelci še naprej, ne popuščajo pritiska. Mislim, da obstaja. In nanje se izvaja velik pritisk, da to tudi storijo. Prav. In mislim, da je to bistvo. Izraelci, če so se v tej vojni česa naučili, je to, da ne smejo prenehati z bojem. A ne? Ves čas so jih, Izraelce so obrekovali, ne, zaradi veste, govorilo se o genocidu, lakoti in vojnih zločinih. In celoten cilj tega je bil prisiliti Izraelce, da prenehajo z bojem. In niso. In kot posledica tega, da niso prenehali z bojem in so vztrajno vsak dan napadali Hamas, so dejansko potisnili Hamas na 30% območja Gaze. Tu je nauk. Torej, ne glede na to, kaj se zgodi z izraelskega vidika, in mislim, da je trenutna vlada, da so že prišli do tega zaključka. Ni druge poti kot naprej, moraš samo vztrajati. In to je mimogrede lekcija. To je lekcija za Trumpa in Iran. To je lekcija za Izraelce v Libanonu. To je lekcija tudi za Izraelce v Gazi. Da morajo biti ti sovražniki poraženi. Treba jih je izčrpati. Gre za vprašanje potrpežljivosti. Gre za vprašanje, ali lahko na ta konflikt gledate dolgoročno in vas ne premamijo prenaglene sodbe na družbenih omrežjih ter podcasterji, ki vas obrekujejo. Gre za to, da storite tisto, kar je v vašem nacionalnem interesu, da premagate svoje sovražnike. In to je lekcija za vse tukaj. Morda bo kmalu to lekcija tudi za Savdice, o katerih slišimo, da bodo morda morali začeti obračunavati s Hutiji v Jemnu. Isto velja, da so temu podlegali že takrat, ko so morali ustaviti vojno s Hutiji, ker so Združene države Amerike umaknile svojo podporo. Mimogrede, lahko bi trdili, da so morali Izraelci večkrat skozi čas prenehati z bojevanjem, bodisi proti Hamasu ali Hezbolahu, zaradi mednarodnega pritiska in pritiska medijev. To so stvari, ki jih moraš v današnjem času nekako izključiti, sicer nikoli ne boš končal vojne. Prav, ko gledamo po regiji, je eden glavnih igralcev, ki se je očitno prikupil Trumpovemu zaupanju, turški predsednik Erdogan, ki se zdi, da je predsednika v določenem trenutku prepričal, naj odstopi od ponovnega začetka vojne. Kakšni so njegovi cilji? In ali je turški vpliv na ameriško politiko uničujoča sila, ki se ji je treba upreti? Ali pa je Turčija kot članica NATO še vedno tako strateško pomembna za Združene države, da ima Trump prav, ko podpira Ankaro? Poglej, Jonathan, povem ti, ves čas slišim ljudi, ki mi pravijo, da so Turki preveliki, da bi jim lahko spodletelo, da si jih, ne moremo odtujiti, ne moremo delovati proti njim. Jaz to vidim drugače. Nekoč je bila Turška republika zanesljiv ameriški zaveznik, demokracija, ki je nasplošno delila sekularna demokracija. Nasplošno so delili naš pogled na svet. Nočem reči, da je bilo popolno usklajevanje, ampak to je med zavezniki redko kdaj. Toda nekje okoli leta 2010-2011 smo res začeli opažati preobrat strani Erdoganove vlade. Treba je omeniti, da je Erdogan na oblasti že od leta 2002. Torej, ta človek je zdaj diktator, dosmrtni diktator v Turčiji. Tako je bila demokracija uničena. Popolnoma je uničil medije, sodstvo, vojsko, vse ključne institucije, zaradi katerih je bila Turčija nekoč demokracija, ne obstajajo več. Poleg tega so Turki ključni sponzorji Hamasa, pokrovitelji Hamasa. Vsi poslovni interesi Hamasa potekajo prek Istanbula. To niso ugotovili jaz ali FDD, ampak New York Times,
v poročilu, ki je izšlo kmalu po vojni 7. oktobra. Bili so sponzorji talibov, Al-Kaide, ISIS. Med letoma 2012 in 2015 so za Islamsko republiko Iran prali 20 milijard dolarjev. Z drugimi besedami, če pogledate po regiji zdaj, lahko vidite prste Turkov v marsikateri slabi zadevi. Če ne bi bili zavezniki NATO, mislim, da bi jih prav tako zlahka lahko imenovali državni sponzor terorizma. Verjamem, da izpolnjujejo pogoje za Ja, to. ne celo. glede na NATO. Točno tako. Mislim, še nikoli nisem videl česa tazga, kjer si lahko na eni strani član NATO, hkrati pa izpolnjuješ pogoje za državnega sponzorja terorizma. Katar je verjetno edina druga država, za katero bi lahko rekli, da ustreza temu opisu. Seveda Katarci niso v NATO, so glavni zavezniki zunaj NATO. Ampak vseeno dobiš občutek, kaj se tukaj dogaja. Ti fantje so nekako sposobni biti hkrati požigalci in gasilci, pravzaprav tako Katarci kot Turki. In obenem so zavezniki, zelo tesni zavezniki pri svojem prizadevanju za Bližnji vzhod, ki ga vodi muslimanska bratovščina. Imajo islamistični svetovni nazor, ki bi ga radi vsilili. Zdaj pa je vprašanje, zakaj imajo še vedno kakšen vpliv v Trumpovi administraciji? In tukaj je. To je moje vprašanje. Ja, preprosto ne morem drugače razložiti, kot da rečem, da so Turki imajo drugo največjo vojsko v NATO. In ja, še naprej sodelujejo z Združenimi državami na različnih področjih, ki jih lahko imenujemo skupni interesi. Ampak jim ni mogoče zaupati, niso koristen zaveznik, ne, če podžigajo ta vojno in jo še poslabšujejo. S tem, mislim, pred kratkim so uradniki Hamasa odšli v Ankaro in se srečali z najvišjimi turškimi uradniki. In to ni bilo zato, ker bi Turki poskušali prepričati Hamas, naj se preda. Šlo je za to, kakšen je vaš načrt za ponovno zavzetje Gaze in kako bomo spodkopali Izraelce. Kako bomo spodkopali ameriško vodeno zavezništvo na Bližnjem vzhodu. O tem se pogovarjajo tukaj. In vendar, Donald Trump si še vedno vzame čas za pogovore z Erdoganom. Mimogrede, to je še posebej zanimivo, ker Erdogan komaj govori angleško. Prepričan sem, da ne more sestaviti 5 ali 6 besed v angleščini brez pomoči. Tako da ne vem, kako ta odnos sploh izgleda. In ja, uspelo mu je biti v različnih obdobjih najboljši prijatelj številnih ameriških predsednikov. Obama je imel obdobje, ko je bil zelo blizu z Erdoganom, to je bilo nekoliko bolj razumljivo. Ja, ampak potem se je vse sesulo s protesti v parku Gezi leta 2016. Veš, Erdogan je dejansko pokazal, da je nasilnež, kakršen je, saj je zatrl mirne protestnike. In Obama je nekako dvignil roke in rekel, tega ne bom več počel. To je človek, s katerim ne morem več sodelovati. Malo se sprašujem, kdaj bo Trump dosegel to prelomno točko. In moram ti povedati, da me trenutno najbolj moti ameriški veleposlanik v Turčiji, Tom Barak, ki se zdi, da je tisti, ki najbolj potiska turško agendo. In mislim, da to pogosto počne na račun ameriških interesov. In Trump se zaenkrat s tem očitno strinja. Veš, veliko stvari je šlo dobro s Trumpovo zunanjo politiko na Bližnjem vzhodu in bilo je tudi nekaj stvari, ki so bile nekoliko vprašljive. Ta je morda najbolj vprašljiva od vseh teh politik. Kaj je v ozadju tega? Kaj je naš veleposlanik? Ima kakšen osebni interes? Zakaj je tako, veš, kaj je z njim narobe? In kaj je pravzaprav ta dogovor? Veš, ker ta predsednik je predsednik, ki deluje na podlagi dogovorov. In to ni nujno slaba stvar. Svet temelji na dogovorih. Ampak kakšen je vzvod, ki ga ima Turčija v odnosu do Združenih držav, da lahko to naredijo, razen tega, da so člani NATO. Ampak to ni predsednik, ki bi mu bilo veliko mar za NATO. In pravzaprav bi rekel, da je prisotnost Turčije v NATO dober argument proti NATO. Jaz bi to trdil. Mislim, ob vsem tem pogovoru, ki smo ga imeli o tem, kako naši evropski zavezniki ne porabijo dovolj, vam moram povedati, udeležba Turčije v NATO je verjetno največji problem znotraj zavezništva. To je anakronizem. Imelo je smisel med hladno vojno, zdaj nima več smisla. Prav imate. Mimogrede, čeprav so Turki pomagali Ukrajincem, so prav tako prali denar za ruske oligarhe. Spet, gasilec in požigalec v eni osebi. Pa nam je to vseeno v redu. In poglejte, verjetno najbolj nezaslišana stvar, ki smo jo videli z Turčije, je bil njihov nakup sistema S-400 pred nekaj leti. To je ruski obrambni sistem. Zaradi tega je bila Turčija uvrščena na seznam držav, ki jim je bil prepovedan dostop do F-35.
Zaradi tega smo jih izključili iz programa F-35. Še vedno se niso znebili omenjenega ruskega sistema S-400. In vendar administracija Donalda Trumpa nekako razmišlja o tem, da bi jih ponovno sprejela v klub. Vse to mi sploh nima nobenega smisla in mislim, da imaš prav. Kakšen je dogovor, ne vem. Tom Barak pa očitno ve. In mislim, da bi bilo pametno, če bi člani kongresa poskušali vprašati o takšnih stvarih. Če je kdo, ki lahko nadzoruje izvršno oblast in Toma Baraka, je to kongres. Mislim, da so v kongresu člani, ki jim je to zelo pomembno. Pomislim na senatorje Risha, Langforda in Cottona. Mislim, da obstaja osrednja skupina ljudi, ki so že izrazili svoje pomisleke glede možnosti, da bi F-35 šel v Turčijo oziroma da bi jih ponovno sprejeli v klub. Ti senatorji bi morali postavljati več vprašanj in resnično upam, da jih bodo. Ja, zdaj, ko govorimo o Turčiji in Katarju, Kako vplivajo na naslednje korake v Siriji? Že smo omenili, da ste omenili propad Asadovega režima in njegovo zamenjavo. kako vidite novi islamistični režim tam, ki je zmagal v državljanski vojni in za katerega se zdi, da ga Trump vidi kot potencialno oporišče za Zahod? Je to noro ali samo poskuša, veste, je to samo preizkus? Poglejte, to je noro in to je poskusni balon. In to je, mislim, lahko bi rekel, da je to tveganje, ki se ga splača sprejeti. Nestabilnost v Siriji je bila breme za celotno regijo in je predstavljala grožnjo Evropi zaradi migracij. Bila je grožnja Izraelcem zaradi, veste, iransko podprtega džihadističnega delovanja. Nestabilnost čuti vsi, kako se je razlegala po celotni regiji. In tako, tudi ko si je regija opomogla po arabski pomladi, si še vedno videl posledice tega v krajih, kot je Libija, ki je bolj stran od območja naših ključnih interesov. In potem v krajih, kot sta Sirija in Jemen, kjer je morda nekoliko bližje našim interesom. Veš, spomnim se, ko so Sirci prišli v mesto kmalu potem, ko je Asad padel. Zahtevali so popolno odpravo sankcij. In veš, imeli smo pogovore z njimi in sprašvali so, ali bi pri FDD podprli kaj takega. In moj odgovor je bil absolutno ne, da moramo najprej videti, kaj bo prišlo iz tega nekdanjega vodje Al-Kaide, prav Mohamed Al-Džolani, ki se zdaj imenuje Ahmed Al-Šara. Ampak temu človeku ni bilo mogoče zaupati. To je moški, ki je imel kri na rokah že leta in leta, partner ne samo z Al-Kaido, ampak tudi z islamsko državo. Zelo problematično, kaj ne? Zdaj pravi, da je pragmatik, ampak naj povem, da so Turki, o katerih smo pravkar govorili, in so džihadistični pokrovitelji po vsem Bližnjem vzhodu, ključni pokrovitelji sirskega režima. Dejansko imajo v lasti in nadzorujejo sirski režim. In kar je zame še bolj zaskrbljujoče, je to, da smo priča ogromnemu krepitvi sirske vojske. In ko sem se pogovarjal s prijatelji v Izraelu, so mi zelo jasno povedali, da je sirska vojska zdaj najhitreje rastoča vojska na svetu, zahvaljujoč Turčiji in Rusiji. Če mi rečete, da to napoveduje stabilnost, vam povem, da niste pri zdravi pameti, prav? Prav. Lahko bi bilo, da je ta vojska tam samo zato, da se zaščiti pred zlonamernimi akterji v nevarni regiji. V državi, kjer državljanska vojna še vedno traja, veš, končana je, ampak v resnici še ni končana. Ni popolnoma rešena. Ni. Veš, mislim, konsolidacija moči, legitimne moči po vsej državi, še vedno mislim, da je treba to še odločiti. In poleg tega je vojska sama sestavljena iz nekdanjih džihadistov. Moraš se spomniti, to je bilo med državljansko vojno. Jolanijeve frakcije so bile džihadistične skupine. In tako imate zdaj džihadistično vojsko, ki nadzoruje obsežno kopičenje zahodnih vojaških sistemov, ki jih proizvajajo Turki, ki imajo sami več milijard dolarjev vredno obrambno industrijo in s tem veliko zaslužijo. Torej, trenutno je veliko razlogov za skrb zaradi tega, kar prihaja iz Nove Sirije. Rekel bi, da je verjetno še ena stvar, ko govorimo o Turkih in njihovi morebitni krepitvi moči, torej imajo vpliv v Siriji. Imajo tudi vpliv v Gazi zaradi svojih povezav s Hamasom. Imajo pomembno bazo v Katarju. Občasno se borijo proti Kurdom v severnem Iraku, tako da so prisotni tudi tam.
Imajo vojaške oziroma zasebne vojaške družbe, ki ustanavljajo milice na Afriškem rogu. Imajo velik vpliv v Libiji in imajo F-16 letala, nameščena v okupiranem severnem Cipru, imajo tudi vojaške ladje, ki nadlegujejo Grke in Ciprčane, vse to se dogaja po vzhodnem Sredozemlju. To je obsežna prisotnost. In ta prisotnost je zdaj še večja zaradi nove zavezniške strukture, ki je v nastajanju. To je nekaj, kar je treba spremljati. Na Bližnjem vzhodu temu pravijo STEP. STE STEP. Saudska Arabija, Turčija, Egipt, Pakistan. To je sunitski odgovor na indijsko-bližnjevzhodni energetski koridor. Torej, z drugimi besedami, to naj bi bilo, ali pa še vedno je, veste, Indija, Združeni arabski emirati, Izrael, Grčija in Cipr, to so vse ameriške zaveznice, ki niso povezane s sektarskimi spopadi na Bližnjem vzhodu. Zavezništvo STEP, to turško zavezništvo z Egiptom in Pakistanom, močno pod sunitskim vplivom, ideološko, z namenom, da nekako na novo osvoji regijo. In to zelo pozorno spremljamo prav zdaj. Če bo STEP uspešen, mislim, da bi bil to velik odmik od regionalnega reda pod vodstvom ZDA. In res bi bil to vakuum, ki ga je pustila Islamska republika, zapolnjen z napačnimi akterji. Zato je to nekaj, kar je treba spremljati. In mislim, da tega nihče nima na svojem radarju. Ker res, veš, naše poročanje je temu povsem posvečeno, kaj se bo zgodilo naprej z Iranom. Jaz razmišljam 2 ali 3 korake naprej od tega in vidim nekaj precej nevarnih stvari. No, to me vodi do vprašanja o še eni ključni državi na Bližnjem vzhodu, ki jo dobro poznate, in to je Egipt. Včasih se je zdelo, da je partner z Izraelom proti islamističnim silam, kot sta Hamas in njegovi zavezniki iz muslimanske bratovščine, ki jih, kot veste, režim Sisija vidi kot smrtonosne sovražnike. Toda ali lahko Združene države ali Izrael res računajo na Kairo v prihodnje? Ne, mislim, da je odgovor preprost. Absolutno ne. Vsaj ne v svoji trenutni obliki. Mislim, da je bilo obdobje, ko smo Abdel Fataha el-Sisija, predsednika Egipta, videli kot trdnega nasprotnika muslimanske bratovščine, protiislamističnega voditelja, ki je bil popolnoma usklajen s Trumpovo administracijo. Se spomniš tiste slavne slike Sisija, MBS-a in Trumpa, kako držijo tisto kroglo, tisto zlato kroglo v Saudski Arabiji. In imel si občutek, da se borijo proti islamistom. Bili so v boju proti radikalizmu v regiji in zdelo se je, da smo na poti k normalizaciji. No, veš, od izbruha vojn po 7. oktobru smo dejansko videli, da so Egipčani prvič bili v veliki meri odgovorni za tunele, skozi katere so v Gazo prišle nekatere najhujše vrste orožja. Verjetno so bili tudi posredniki za borce, ki so prihajali in odhajali na usposabljanja v kraje, kot sta Iran in Turčija, da bi se pripravili na vojno. Po vseh podatkih slišimo, da imajo v Sinaju veliko več orožja, kot je potrebno, in da bi to lahko predstavljalo potencialno grožnjo za Izraelce. Njihova retorika do Izraela je naravnost sovražna. Zdaj se urijo s Turki. Pravkar so dejansko zaključili vojaško vajo s Turki. Turki so bili nekoč njihovi sovražniki, ki so podpirali islamistično-muslimanska bratovščina, zdaj pa sodelujejo skupaj. Ti fantje so ena sama velika neznanka, moram pa reči, da Kairu trenutno ni lahko. Zaprtje Rdečega morja zaradi napadov Hutijev je imelo popolnoma uničujoč učinek na Sueški prekop. To jih je prizadelo. Finančno je bilo to brutalno in mislim, da še vedno trpijo zaradi pomankanja turizma. Ljudje nočejo več hoditi v Egipt, ljudje ga vidijo kot nekakšen brezupen primer, turizem pa je nekoč predstavljal velik del njihovega BDP. Ampak ne morejo ugotoviti, v kateri zavezništvi so. So v STEP? So v sporazumih iz Camp Davida z Izraelom? So še vedno v zavezništvu z Združenimi državami? Zdi se, kot da hkrati sodelujejo z Rusi. Mislim, da jih Kitajci mikajo. Poglej, to je država v popolnem gospodarskem razsulu. Z voditeljem, ki se po mojem mnenju zdaj oprijema vsake rešilne bilke in poskuša ugotoviti, kako bi Egipt potegnil iz blata nazaj na pravo pot. Nisem prepričan, da je on pravi človek za to. Zdi se mi, veš, trenutno je videti nevarno in bojim se, da bi Egipčani lahko bili prepričani
in bi se pridružili taboru teh zagrizenih sunitskih skrajnežev, o katerih sva govorila, ali pa bi preprosto postali nevtralni in ne bi bili več zanesljivi zavezniki Združenih držav, kaj šele Izraela. Prav, zdaj pa se pogovoriva še o drugem, morda celo ključnem igralcu, Saudski Arabiji. Administracija se je strinjala s sporazumom, da jim omogoči začetek jedrskega programa, nato pa je predsednik to umaknil, saj je to povezal z njihovim pristopom k Abrahamovim sporazumom. Kaj se v resnici trenutno dogaja med Washingtonom in Rijadom? Osebno sem skeptičen. Vedno sem bil skeptičen, da bi Savdici kdaj uradno priznali Izrael. Tudi na vrhuncu zbliževanja med Izraelom in Savdici, veste, pod mizo. Ali mislite, da obstajajo kakršnikoli pogoji, pod katerimi bi se to dejansko lahko zgodilo, da bi oni normalizirali odnose z Izraelom kot del podkupnine ali v kakšnih drugih okoliščinah? Ali pa je vse to res odvisno od tega, ali je iranska grožnja zajezena? Mislim, da bi zmaga v tej vojni močno pripomogla k temu, da bi Savdici prišli tja, kjer morajo biti. Nič jih le bo bolj prepričalo o pomembnosti zavezništva z Združenimi državami in Izraelci, kot zmaga Združenih držav in Izraelcev, ki bi premagali Islamsko republiko in odpravili grožnjo, s katero se Savdici soočajo že desetletja. Ja, ampak ali lahko nekaj dodam, ali ni, veste, ali ne bi bilo tako, da bi lahko domnevali, da bi iransko grožnjo končno lahko odpravili, ali to dejansko ne odpravi tudi enega od njihovih spodbud, da bi naredili, veste, ta zadnji korak z Izraelom? Da, mislim, da je to upravičena pripomba. In potem mislim, da se pojavi vprašanje, kaj bi normalizacija prinesla Saudski Arabiji. Ker to, kar so poskušali narediti, je, da bi se oddaljili od nafte. Imajo tako imenovano vizijo 2030. In to je poskus, da postanejo bolj na znanju temelječe gospodarstvo, ter da imajo bolj produktivno prebivalstvo. Ni šlo dobro. Toda pridobitev pametne tehnologije iz države, kot je Izrael, bi lahko pomagala spodbuditi nekaj od tega, kaj ne? Veste, prihod umetne inteligence in uporaba tehnologije, ki jo lahko razvijajo zavezniške države, da bi Saudsko Arabijo pripeljali v 21. stoletje, je pomembna. Rad bi sem omenil, bil sem v Saudski Arabiji, 6 ali 7krat v zadnjih 10 letih. Bilo je fascinantno opazovati spremembe, ki se tam dogajajo. To je država, ki se modernizira. Ne glede na to, kaj želite reči o njenih političnih ambicijah ali smeri, v katero gre, je ta država nedvomno stopila v to stoletje. In to ni bil lahek podvig. To je projekt Mohameda bin Salmana, ki poteka že od leta 2017. Mislim, da je v zadnjih letih nekoliko zastal pri modernizaciji države. Vizija 2030 za nekatere od teh megaprojektov je zagotovo spodletela. O tem ni nobenega dvoma. Ampak normalizacija, zanimivo je, videl sem Izraelce v Saudski Arabiji, dvojne državljane, torej imajo 2 potna lista, vstopijo z drugim potnim listom in so dobrodošli. In veste, kot vedno pravim ljudem, normalizacija je proces, ni dogodek. In mislim, da čakamo na dogodek, čakamo na rokovanje v Beli hiši, proces pa že dolgo poteka. Že se si pod mizo segajo v roke. Vprašanje je le, ali bodo to storili javno ali ne. Zato tega ne vidim kot neko binarno izbiro. Vidim, da so že na tej poti. In mislim, da razumejo prednosti. Zdaj, tu pa je en zaplet. Omenil sem IMEC in omenil sem STEP. Savdici so na stičišču obeh teh poti. Z drugimi besedami, če se Savdici pridružijo IMEC-u, mislim, da bo regionalna ureditev pod vodstvom ZDA s tem utrjen. Sodelovanje Savdicev pri tem bo ključno, imajo sredstva, imajo energijo in bili bi proameriška sila, ki bi povezala druge arabske države, ki bi se lahko potencialno normalizirale z Izraelom in res bi lahko videli razcvet regije. In potem je tu še STEP, to zavezništvo, ki sem ga omenil, s Turčijo, Egiptom in Pakistanom. Ljudje Saudsko Arabijo že vključujejo van. Oni so S v STEP in mislim, da so verjetno oni. Mislim, da jih ta struktura zavezništva mika. Verjetno razumejo, da pridružitev verjetno ne bi bila povsem v njihovem interesu. In lahko vidite, da ZDA in Grčija, na primer, aktivno dvorijo Savdicem. Poskušajo jih privabiti nazaj v IMEC. Grki, morda ste videli, so pred nekaj dnevi sestrelili kup balističnih raket nad saudskim nebom.
V igri je tudi ponudba civilne jedrske pomoči strani Združenih držav, tudi to je del tega. Obstaja aktiven trud, da bi Savdice pripeljali do odločitve in jih vključili v to zavezništvo. Vidim, da se pritisk zdaj stopnjuje, da bi jih vključili. Še vedno zgleda, kot da še omahujejo in upam, da bodo kmalu sprejeli odločitev. Ja, se veš, v resnici očitno ekonomski in politični dejavniki igrajo pri tem ogromno vlogo. Toda v jedru savdijskega režima so njegove, povezave z določeno obliko islama. Tako so prišli na oblast pred več kot stoletjem. In njihov status kot varuhov svetih krajev islama. Ali ni to na koncu glavni dejavnik, ki bo zavrl njihovo pridružitev IMEK-u in njihov vstop v to drugo zavezništvo? In prav tako je to ovira za to, da bi kdaj imeli odprt odnos z Izraelom. No, To je zanimivo vprašanje, ki ga postavljate, ker MBS je odrinil veliko vahabitov. Veliko verskih voditeljev in tistih, ki so bili znani kot mutava, verska policija, vsi so bili odrinjeni v sodobni Saudski Arabiji. Zadnjih 10 let ni bilo prijaznih do skrajnežev v tej državi. In trenutno moram reči, izraelska vojna in slike, ki se pojavljajo na televiziji o trpljenju v Gazi, misli, da to vpliva na način, kako povprečen Savdijec razmišlja o vsem tem. Ampak, ko govorimo o povprečnem Savdicu, govorimo o veliki družini, ker je režim pravzaprav tudi nekakšna družinski posel. Ali govorimo o, navadnem Savdicu z ulice? Mislim, da je to Muhamed. Ampak prav imaš. Ampak kar mislim, da moramo vsi tukaj razumeti nekaj, in sicer, da gre za diktaturo in da jih pravzaprav ne zanima, kaj ima ta Muhamed ali navadni Savdijec z ulice povedati, kaj ne? Oni so pač taki, da bi rekli, hej, to bomo naredili in to bomo tudi storili. Tako da tukaj v resnici ne gre za javno mnenje, po mojem mnenju. Če mene vprašaš zdaj, mislim, da je eden največjih izzivov, ki jih imajo Savdijci, imajo zelo zapleteno zavezništvo z AE. In morda ste slišali, da sta bila ZAE in Savdijci v zadnjem letu ali približno toliko časa na nasprotnih bregovih. Prišlo je do razkola. Dejstvo je, da sta bila MBS in MBZ, vodja ZAE, nekoč v zelo bratskem ali sorodnem, kakorkoli že želite temu reči, a vsekakor v tesnem odnosu. Zdaj se vidita kot tekmeca drug drugemu. In tako, če so Emiračani del Abrahamovih sporazumov z Izraelom, Savdijci morda nočejo iti po tej poti. In če so Emiračani del IMEK-a, potem morda tudi Savdijci nočejo iti po tej poti. Čuti se, da se želijo razlikovati in ubrati svojo pot. In ponovno vidijo se kot sunitske sile. In morda Pakistan, ki jim zagotavlja jedrski dežnik, ter Turčija, ki ima, drugo največjo vojsko v NATO. Da bi to lahko bil dežnik, ki bolj ustreza spreminjajoči se identiteti Saudske Arabije v regiji. Še vedno mislim, da jim je bolje pod ameriškim dežnikom. Verjamem, da bodo naši orožni sistemi veliko boljši od vsega, kar bi lahko ponudili Pakistanci ali Turki. In moram vam povedati, vse druge države, te 3 države v stepu, so prava katastrofa. Turki so ekonomsko v razsulu in njihova oblast razpada. Trenutno gre za vladavino enega človeka. Imate Egipčane, to neverjetno populistično državo, ki je trenutno v revščini. In imate Pakistance, ki so se nekako izvlekli iz izolacije po letih osame in imajo nekaj vpliva na Trumpovo administracijo. Ampak oni so, kar se tiče natančnosti, z jedrskim orožjem, ampak so v bistvu v lasti Kitajcev. Količina dolga, ki ga imajo Kitajci od njih, je osupljiva. Tako da mislim, da nobena od teh držav ne bo služila Saudski Arabiji tako dobro, kot bi si morda obetali. A vendar še vedno spogledujejo s to zavezniško strukturo, ker jim ni povsem udobno iti v smeri Združenih držav, Izraela, normalizacije, Zahoda, Evrope. To preprosto ni okolje, v katerem so običajno doma. In opazujemo jih, kako v realnem času tehtajo svoje možnosti. Hkrati pa poskušajo preprečiti še hujšo vojno in prosijo Donalda Trumpa, naj ne napade Iran. Res so trenutno kot najstniki, ki še iščejo sami sebe. Ne vedo, kaj si želijo. Ja. Jasno. Zdaj pa bi vas za konec rad vprašal o
prihodnosti zavezništva med dvema velikima demokracijama, Združenimi državami Amerike in Izraelom. Zdi se, da je Demokratska stranka na poti, da postane protiizraelska stranka. Medtem ko so republikanci še vedno v veliki večini pristaši Izraela. Toda, če bo leta 2028 stranko vodil podpredsednik Vance, bi se to lahko tudi spremenilo. Ste glede prihodnosti tega optimistični ali pesimistični? Kot nekdo iz Fundacije za obrambo demokracij, ste optimistični ali pesimistični glede zavezništva teh dveh demokracij? Poglejte, vedno sem optimističen glede Združenih držav in vedno sem optimističen glede Izraela. Trenutno pa nisem nujno optimističen glede naše sposobnosti, da se med seboj razumemo, glede na politično vodstvo, ki ga vidimo v obeh državah. Mislim, da smo dosegli nekakšno krizno točko, ki jo moramo tukaj priznati. Prva stvar je, da imamo zagotovo krizo znotraj demokratske stranke. DSA, The Squad, to so radikalci. To so ljudje, ki nimajo najboljših interesov Združenih držav v mislih. Mislim, da poskušajo uničiti naš način življenja. In zagotovo poskušajo razdreti zavezništva, kot je tisto, ki ga imamo z Izraelom. Imate krilo republikanske stranke okoli Tuckerja Carlsona, ki je, bi rekel, nič manj radikalno, nič manj zaskrbljujoče. In ne vem natančno, kolikšen del republikanske stranke predstavlja. Ja, razlika je in veliko sem bral o obeh grožnjah, kot veste. Včasih sem prehajal sem in tja vsak drugi dan, ampak resnica je, Veste, krilo Tuckerja Carlsona v republikanski stranki ni zmagalo na nobenih volitvah, medtem ko radikalni demokrati zmagujejo povsod. Mislim, govorimo dan pred volitvami za senat v Michiganu, kjer bi lahko dosegli resnično pomembno zmago. Tucker, edini pravi preizkus Tuckerjevega krila stranke se je končal, kot veste, s porazom Thomasa Masseya. Torej, tu je razlika. Da, mislim, da bi edino rekel, da še niso zmagali. Ja, to je pošteno. Zagotovo bojo. To je pošteno. Izrael ima vodstvo, ki obstaja že dolgo časa, obstaja že 2 desetletji. In mislim, da na neki točki verjetno več, 3-krat. Ja. In tako imaš v obeh državah nekako utrujenost in situacijo, kjer je več zmede in ni veliko jasnosti, ampak delamo na tem in verjamemo v prihodnost. V redu. To je dobra misel za zaključek. Jonatan, hvala, da ste se nam danes pridružili. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo vaše delo in izvejo več o FDD? Lahko obiščete fdd.org ali poiščete FDD, najdete nas na Instagramu, Twitterju, Facebooku in povsod drugje. Lahko me spremljate na X pod imenom J. Schanzer ali na Instagramu kot jonathan.schanzer. Veseli bomo vaše pozornosti. Hvala lepa. Zahvaljujemo se tudi naši publiki. Ne pozabite vsak dan spremljati oddajo Jonathan Teben Daily Edition, ki jo lahko poslušate kjerkoli poslušate podcaste. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.